obiskovalci, dobrodošli v Slovenskem narodnem gledališču Opera in balet Ljubljana. Jaz sem Sonja Kerin-Krek, arhivistka Slovenskega narodnega gledališča Opera in balet Ljubljana in vas bom danes za nekaj časa popeljala v preteklost skupaj z doktorjem Gašperjem Troho, direktorjem Slovenskega gledališkega inštituta. Hvala lepa, da ste se odzvali našemu vabilu in ste prišli na prvo predavanje in pogovor na temo predstave Don Kihot. To je prvo predavanje in pogovor v ciklu Pogledi v gledališko zgodovino, ki ga organiziramo skupaj v sodelovanju z Slovenskim gledališkim inštitutom. Današnje predavanje in pogovor bomo snemali, da bomo ohranili spomin na ta večer tudi za prihodnje rodove in pa morda za neke objave pozneje. Prisrčno pozdravljam tudi naše gostje. Z nami so tri naše balerine, Regina Križaj, Tjaša Kmetec in Urša Vidmar. Lepo dobrodošle. Z njimi bomo potem kasneje malce poklepetali v zvezi z njihovimi izkušnjami na naših odrskih deskah pa različnih postavitvah baleta Don Kihot. Pozneje se nam bodo pridružila tudi Renato Zanela in pa Denis Matvijenko. Renato Zanela je umetniški direktor baleta ljubljanskega in pa Denis Matvijenko je koreograf nove postavitve Don Kihota. Trenutno sta na vaji, tako da se opravičujeta, ampak bosta prišla malce pozneje, takrat, ko pridemo do pogovora tudi z njimi. Pozdravljam pa seveda tudi Natašo Jelič, ki nam bo priskočila na pomoč tudi pri prevajanju za gospoda Zanelo in gospoda Matvijenka. Zelo prisrčno pa pozdravljam seveda tudi direktorja Gledališkega inštituta, Gašperja Troho, ki mu sedaj kar predajam besedo, saj on je naš današnji predavatelj. Hvala, Sonja. Lepo dobrodošli tudi v imenu Slovenskega gledališkega inštituta. Predavatelj je grozna beseda, tako resno zveni. To je en cikel, ki smo si ga zamislili kot pogled v gledališko zgodovino, kot nek doprinos gledališkemu repertoarju v smislu, da odpremo naše arhive, naše zbirke in pokažemo pravzaprav, kako gledališka zgodovina je nekaj živega, kar se pravzaprav vedno obnavlja z novimi postavitvami. Začeli smo sodelovati z SNG Dramo Ljubljana in letos me veseli, da se je tej pobudi pridružila tudi opera. Danes imamo prav poseben format tega večera, ko imamo tudi plesalke oziroma ustvarjalke, ki so sodelovali v prejšnjih uprizoritvah in ta del bo po mojem najbolj zanimiv, ko bomo slišali, kako je to doživljati na odru. Moja naloga je danes, da pravzaprav postavim nek okvir vsemu skupaj, da vas popeljem skozi 7 uprizoritev Don Kihota, ki so nastale na slovenskih odrih v ljubljanskem in pa v mariborskem baletu in predlagam, da kar začnemo in se potopimo v to našo temo. Torej, Don Kihot je balet, ki je nastal na zgodbo Cervantesovega Don Kihota, te zgodbe o plemenitem vitezu iz Manče. Številne priredbe so nastale tudi baletne, med temi je najbolj znamenita tista, ki jo je skoreografiral Marius Petipa in za katero je glasbo napisal Ludwig Minkus. Ta je nastala leta 1869 in je po 100 letih, nekaj več, leta 1974 prvič zaživela na slovenskih odrih. V Mariboru jo je postavil Iko Utrin, ki je svojo repertoarno izbiro utemeljil na naslednji način. Takole prav. To je res eden redkih baletov, ki nudijo plesalcem veliko možnosti, da se razigrajo. Naša publika pa ima, kot publika na vseh meridijanih, rada balet takega žanra. Lahkoten, neproblematičen, poln veselja, razigranosti, lepih in živopisnih kostumov, z ljubko glasbo, ki jim mnogi resni kritiki odrekajo vsako vrednost, ki pa je zelo uporabna in ima tudi svoje dobre strani. Je lahkotna, ilustrativna, prijetna za uho in, kar je najbolj važno, izredno pripravna za ples. Gre za enega najbolj
zahtevnih klasičnih baletov, ki je v tej svoji izvirni koreografiji morda že malo zastarel, zato ga koreografi ves čas nadgrajujejo, skušajo mu dati neko svojo osebno noto, ga prilagoditi sposobnostim plesalcev in predvideva izredno številčno zasedbo. V Sloveniji smo imeli zasedbe med 50 in 80 nastopajočimi, kar je res veliko. No, imamo 7 uprizoritev, 4 v Mariboru, 3 v Ljubljani, 4. ravno kar nastaja. In zdaj nas bo zanimalo, kako so se teh uprizarjanj lotili posamezni koreografi, kakšen je bil njihov izhodiščni namen in kako so uprizoritve sprejeli v občinstvu oziroma pri kritiki. Pa gremo na začetek. Na začetku sta 2 uprizoritvi, ki jih je koreografiral Iko Utrin. Prva je bila 8. novembra 1974, režiser in koreograf je bil Iko Utrin, dirigent pa Kristjan Ukmar. Iko Utrin se je odločil, da bo Petipajevo koreografijo rahlo predelal, predvsem je celoto močno skrajšal, približno na polovico, in pa vlogi Don Quixota in Sanča Panse je iz igralskih pantomimičnih vlog spremenil v plesne. Don Quixot je bil Albert Likavec, ki se je s to vlogo poslovil od baletnih odrov, Sančo Pansa pa Iko Utrin. Oba sta bila po mnenju kritičarke Marije Vogelnik odlična. Utrin je zapisala, da je bil celo centralni motor odra in prostora. Posebej izpostavila zagrebškega gosta Damirja Novaka, ki je plesal kot Bazil in je z do neverjetnosti v prostoru majhnega odra osvobojenimi skoki velikega PADD-ja prinesel v baletni ansambel višjo stopnjo baletnega znanja in verjetno s tem tudi razvoja. Pohvala je tudi Oljo Ilić kot Kitri. V delu je v premieri pisala Andreja Tauber in se je strinjala z oceno, da je bila predstava uspešna in da je lahko publika dobro sprejela. Ob tem pa poudarja sledeče, da malo bolj kritičnega gledalca kljub vsemu moti odločno premajhna profesionalnost ansambla za tako zvrst baleta. Posebej izpostavi Edija Dežmana, ga imamo tudi, ne imamo, ki je v vlogi Toreadorja in solista v Fandangu zasenčil celo zagrebškega gosta Damirja Novaka. Opazi pa tudi prispevke Alberta Likavca in Ika Utrina ter Janeza Simiča kot Gamaša. Zanimivo je, da je omenila, da naj bi leta 1975 v februarju bil Don Quixot pravzaprav na sporedu tudi ljubljanskega baleta, je bil že planiran, vendar do te uprizoritve ni prišlo, ker je šef baleta, takrat Karol Tot, odšel sred sezone, on bi mogel koreografirati tega Don Quixota, ta Don Quixot je potem odpadel, na spored pa so uvrstili baletni večer v 3 delih, ki ga je koreografiral angleški koreograf Ronald Hint in premiera je bila 13. februarja leta 1975. 9 let kasneje Iko Utrin se je odločil ponovno uprizoriti Don Quixota. Premiera je bila v SNG Maribor 18. marca leta 1983, scenografijo je ponovno podpisal Sveta Jovanović, kostumografijo pa Alenka Bartelj. Utrin je ohranil enako koreografijo z večjim poudarkom na Don Quixotu in Sančo Pansi, predvsem pa je stavil na kvaliteto celotnega ansambla, ki ga je povečal seveda z baletnim studijem in baletno šolo. Kritike so bile po večini ravno tako navdušene. Andreja Tauber je napisala, da je premiera pokazala vztrajno kakovostno rast ansambla. Izpostavila je Oljo Ilić kot Kitri in predvsem ga ponovno zagrebškega gosta, tokrat Marina Turkuja, za katerega skoke, to citiram, je mariborski oder premajhen. Vloga Bazila je med njegovimi najljubšimi. Svoji variaciji doda atraktiven skok, povzet iz armenske folklore, s katerim preseneča le malo plesalcev. Kot Don Quixot je uspešno nastopil ponovno Albert Likavec, sodelovali pa so tudi, kot že omenjeno, člani baletnega studija in baletne šole. Tukaj pa imamo eno kritiko Ksenije Hribar, ki pa je nekoliko drugačna, namreč ona se ni popolnoma strinjala s tem, da je bila ta uprizoritev zelo uspešna, oziroma se v svoji kritiki najprej sprašuje, zakaj sploh uprizarjati klasične balete, ki imajo preproste zgodbe in neprepričljivo glasbo.
Zaključi, da je cilj teh uprizoritev pravzaprav prikaz klasične baletne veščine, ki pa mora biti dovršena, česar v mariborski uprizoritvi ni našla. Nadaljuje, da je predstava za mariborski balet v sklopu danosti gotovo velik dosežek. Iko Otrin si je naložil in je po moje uspešno opravil ogromno nalogo. Več kot debeli 2 uri zabavati svoje občinstvo in hkrati najti ustrezno zaposlitev za prav vsakega člana svojega baleta. Kljub temu pa pravi, da se je videla velika razlika med zagrebškim gostom Marinom Turkujem, ki je povsem zasenčil ostale, predvsem pa svojo balerino Oljo Ilić v vlogi Kitri. Torej tudi druga mariborska uprizoritev je stavila na preverjeno formulo razigranega plesa, vendar je letela na svoje meje, skratka na kvaliteto ansambla v celoti, zato je omogočila solidno, ne pa tudi odlične uprizoritve. No, zdaj pa pridemo že do prvega ljubljanske uprizoritve. Ja, tako je. Do prve ljubljanske uprizoritve, desetletje kasneje, natančneje 29. oktobra 1994, je v ljubljanski hiši koreografiral oziroma režiral Dinko Bogdanić prvega Don Kihota. Drugi se v isti sezoni zgodi 4. decembra leta 1994, kjer koreograf Valerij Panov ponovno postavi Don Kihota na mariborski oder. Oba sta dala Don Kihotu neke nove vsebinske poudarke. Bogdanić je razumel Don Kihota kot idealista, kot nekoga, ki ga lahko najdemo v vsakem od nas. Pravi takole v gledališkem listu. Vsak človek je po malem Don Kihot. Vsak sledi nekemu idealu, ki ga navdihuje. Včasih se mu zazdi, da so se njegove sanje uresničile. Don Kihot vidi Dulcinejo tudi v drugih ženskah. Kritika je imela deljeno mnenje o tej uprizoritvi. Andreja Tauber je bila na predstavo navdušena. Podarjala je scensko rešitev Vlaste Hegedušić, ki je gledalce presenetila in dokazala, da je tudi oder opere in baleta v Ljubljani primeren za take predstave. Izpostavila je Draga Grabnarja, ki je plesal Don Kihota, in Vojka Vidmarja v vlogi Sanča Panse. O Regini Križaj, ki je plesala Dulcinejo in je mimogrede postala potem Bogdanićeva najljubša Dulcineja, je zapisala, da njene telesne in plesne linije ponazarjajo umišljeno in krhko lepoto, ki jim bo mlada plesalka po večjih izkušnjah v solističnih vlogah lahko postopoma dodala tudi sposobnost izvedbe najtežjih baletnih korakov. V srednji zvezdi sta bila gosta iz Münchna, Rozina Kovač in Tomaž Rode. Predvsem Rozini Kovač, avtorica, poudari njeno odlično baletno tehniko. Rodeta pohvali kot izvrstnega partnerja in zglednega izvajalca baletnih vrlin. Med ostalimi vlogami izpostavi Kitrini prijateljici, Marinko Ribič in Irino Visočinenko, ki sta potem prevzeli tudi vlogo Kitri v kasnejših ponovitvah, Sanjo Neškovič kot Mercedes in Matejo Rebol, ki je plesala Ciganko in v njej zapiše, v kateri svojo plastičnostjo giba očara gledalce. Celotno uprizoritev ocen kot odlično in zaključi, da je ansambl pokazal, da zmore več, kot smo od njega pričakovali. Breda Pretnar na drugi strani pa ni bila tako navdušena in je uprizoritev označila za zamujeno priložnost. Pravi, da je Bogdanić pri izbiri plesalcev naredil preveč kompromisov. Enako velja za izbiro drugih sodelavcev. Med nastopajočimi pohvalila Matejo Rebol in Andreja Črepinka kot Gamaša. Svoje mnenje pa še nekoliko kasneje razložila v Republiki, ampak je še vedno ostalo negativno. Zdaj pa predajam besedo. Hvala lepa. Zdaj smo, kar se fotografij tiče, nekje na polovički, no, jih bomo šli še naprej. Tako da jaz bi zdaj pridala še to, da je v tistem času fotograf naših predstav bil Saša Novković, ki ga tudi prisrčno pozdravljam danes tukaj z nami. Tako da hvala lepa, Saša, da ste se odzvali našemu vabilu in ste nam tudi pridružili.
Sicer pa je v našem arhivu ohranjenih nekje okrog 60 fotografij iz te predstave in pa videoposnetek. Zdaj te fotografije je potrebno še digitalizirati, tako da na tem še delamo in mislim, da bo to v naslednjem letu nekako urejeno. Videoposnetke pa smo že digitalizirali, tako da so v bistvu posnetki teh predstav iz tega časa, se pravi iz leta 1994, so na VHS kasetah bili in smo jih digitalizirali v MP4 obliko in AVI obliko in bodo kmalu dostopni tudi v državnem arhivu, v čitalnici oziroma njihovi knjižnici. Če gremo zdaj še malo naprej po teh fotografijah, tukaj vidimo ansambl v drugem dejanju, ne? Tukaj smo z dekleti, moram reči, ker sem včasih tudi plesala v tem ansamblu, smo rekli, da to je že kar neka taka legendarna fotografija, ki se je pojavljala kar marsikje. Tako da mislim, da vsi kar ponosni na tole fotografijo, zato sem jo tudi malo dlje časa zadržala. To so torej Sanje v drugem dejanju, Amor Kitri in baletni ansambl. In potem še z druge perspektive Kitri Bazil v tretjem dejanju, se pravi Tomaž Rode in Rozina Kovač kot gosta takrat v našem ansamblu in pa Toreadorke in ta zaključni ples Fandango v tretjem dejanju. Ohranjenih je tudi nekaj fotografij z vaj. Takrat je baletni ansambl imel vaje v ljubljanski Kazini, tam kjer imajo zdaj ima svoje prostore Akademija za glasbo. To je bilo nekako v 80 in 90 letih smo si pomagali s temi prostori, kjer smo imeli potem vaje namesto v gledališču, ko še nismo imeli teh novih prostorov, v katerih lahko uživamo sedaj. Tu je še nekaj portretov solistov, Drago Grabnar kot Don Kihot, Rozina Kovač in Irina Visočinenko ter Marinka Ribič za njo v Kazinski dvorani. In pa Vojko Vidmar visoko v zraku na vaji v Kazini. Ansambl ga je namreč metal v zrak kot Sančo Pansa. Še ena iz Sanj v drugem dejanju, z Amorjem v ospredju, Polona Hartmann je plesala Amorčka. In pa tukaj vidimo tudi koreografa na tleh na eni od vaj, ker je očitno verjetno kazal pozicijo Bazila v tej sceni. In nad njim Rozina Kovač in Jernej Kalan kot oče od Kitri. Zdaj pa to je pa res zadnja izbrana fotografija. Kot sem rekla, približno 60 jih je iz tega obdobja, jih je pa treba še digitalizirati. Glede videoposnetka pa smo torej digitalizirali čez 300 videokaset v lanskem letu. Smo jih potem tudi uredili, popisali in pač jih bomo predali oziroma v kratkem, kot sem rekla, bojo tudi na ogled, bodo v hrambi v državnem arhivu. Zdaj digitalizacija teh videoposnetkov je seveda iz VHS kaset ni najkvalitetnejša, ampak je vseeno zelo drag spomin oziroma zelo dragocen spomin za baletno umetnost, tako da to smo vsekakor naredili. Imamo pa to srečo, da je bila ta predstava iz leta 1994 pozneje posneta tudi strani RTV Slovenija, tako da v arhivu RTV Slovenija mislim, da se lahko najde tudi posnetek tega baleta. Ni bila sicer posneta premiera, tukaj pa imamo posnetek premiere in k prvemu odlomku, ki ga verjetno že kar težko čakate, bi vas povabila z enim pač predlogom, da si pogledamo ta prolog, odlomek iz prologa, kjer plešeta Regina Križaj in
Drago Grabner kot Don Quixote, Regina Križaj kot Dulcinea. To je bila za Regino ena od prvih takih večjih solističnih vlog v klasičnem baletu. In mislim, da ima zelo zanimive spomine na to vlogo, ki nam jih bo potem zaupala, potem, ko si ogledamo prvi posnetek in ko se tudi ona vidi na tem posnetku. Hvala lepa. Zdaj pa bi prosila Regino, če nam lahko zaupa nekaj svojih spominov na to predstavo in na to vlogo. Dober večer vsem in lepo pozdravljeni. Hvala za vabilo. In ker jaz vedno verjamem v zgodbe, v zgodbe, ples, predstava je eno, ampak za vso to predstavo, kar je, obstajajo tudi zgodbe, ki se dogajajo. In jaz bi šla v bistvu na svoj začetek. Nisem samo 3 Don Quixote, 3 produkcije v ljubljanske opere naredila, ampak so bile pravzaprav 4. In bi vam rada povedala zgodbo po baletni šoli, ko sem prišla v teater, pisalo se je leto 88-89, je bila v ljubljanskem teatru miniatura Don Quixotove sanje od Birgit Kullberg. Jaz nisem imela pogodbe, sem bila pač samo na honorarju in sem imela audicijo. In moja prva vloga v Don Quixotu je bila Mlin na veter. Audicija je pa izgledala takole. Ali znaš narediti gimnastično kolo? In ker sem bila vedno motorično kar v redu, in sem bila sprejeta. Tako da moja v bistvu prva vloga je bila Mlin na veter. Vzemite to, kakor hočete metaforično. Tako da to sem si dovolila iti mečka nazaj. Zdaj pa, če pa govorimo o Dulcineji, ki se je zgodila seveda 5-6 let kasneje,
Dinko Bogdanič je kot plesalec sodeloval z baletnim ansamblom Ljubljane in je pač poznal ansambl in jaz sem bila še vedno v zadnji vrsti in ko je pač ko so se odločili, da bojo naredili predstavo Don Kihota, je v bistvu tudi takrat, to je tudi malo tako osebno, zasebno, ne, rekel pa, kjera je tista mala debela tam v zadnji, ne. Se rekel, pustnejo, ne. Je rekel, ne, jaz bom, no, tako da on je mene takrat v bistvu prepoznal v tej svoji viziji, kakor je on pač Dulcinea je bila njegova rdeča nit, ne, čez Don Kihota. In ne samo, da je bila to v bistvu moja prva priložnost, pa moja prva solo vloga, ker jaz takrat, roko na srce, nisem bila dobro na svojih nogah, kakor se reče temu baletnemu svetu, ne, moja tehnika je bila zelo slaba, ampak Dinko se je tako odločil, Dinko je imel svojo vizijo in se spomnim, da smo pred premiero, ki je bila oktobra, je rekel Regica, to je bil moj nadimek, oziroma še vedno je, za tiste, ki me bolj poznajo, je rekel, ti pridi zdaj v Rovinj in jaz sem bila celo poletje v Rovinju v telovadnici, ker je on vame, in zato sem mu neizmerno hvaležna, ker je prvi, ki je vame vložil neizmerno veliko energije in znanja. Da sem se jaz nekako postavila na svoje noge, tisto, kar mi recimo prej šolanje ali pa kakršnakoli predstava ni dala. In takrat sem pač, ne, seveda, kot bi rekla, sem bila mlada in bela oziroma čisto prozorna, kot se temu reče, ne. Tako da ja. Hvala lepa, Regina, za to, ta res lep uvod v tvojo vlogo in še naprej. In mislim, da se je Dinko prav odločil, ker te je potem to nekako res izstrelilo med balerine, ne? Mislim, med solistke in potem tudi do prima balerine v končni fazi, ne? Je bila torej neka prelomna predstava za tebe. Za našo drugo gostjo pa mislim, da je bila tudi prelomna predstava v smislu, ker je bila pa to njena prva predstava v ljubljanskem baletnem ansamblu, ko se je zaposlila leta 1994 v ansamblu, to je pa Urša Vidmar. Urša Vidmar je takrat takoj po srednji šoli dobila angažma v gledališču in to je bila naša prva baletna premiera. Zanimivo je bilo tudi to, po mojem, ne, da si bila takrat na odru s svojim očetom Vojkom Vidmarjem, ki je takrat plesal Sančo Pansa, in ga tudi prisrčno pozdravljam tukaj med nami. Tako da, Vojko Vidmar, dobrodošel in smo veseli, da si z nami danes. Tako da predlagam, da si pogledamo en odlomek, kjer sta oba skupaj na odru, se pravi Urša v ansamblu, Vojko Vidmar pa kot Sančo Pansa.
Ja, poželi smo bučen aplavz. Že na predstavi in tudi tukaj. Ja. Urša, zdaj bi predala besedo kar tebi, da nam poveš nekaj svojih spominov na to predstavo. Ja, res je, ko sem dobila angažma v operi, je še vedno tam plesal moj oče, čeprav je takrat uradno odšel, se je upokojil. Ko sem ravno zamenjala so se, ko sem jaz prišla, si se ti upokojil. Čeprav si še vrsto let potem sodeloval v naših predstavah. Glede na to, da nisem bila, ko je bila ta premiera, nisem bila niti še 2 meseca v operi, sem bila še, ne vem, napol prestrašena, novo okolje, novi sodelavci, nov način dela, prva zaposlitev. Tako da mi je moj oče predstavljal kot neko varnost, nek zapik za karkoli, če bi, karkoli, mislim. Na samo predstavo nimam nekih, pač, takih spominov, sem se pa ravno zadnjič, ko sva se s Sonjo pogovarjali, spomnila zanimivega trenutka, ko se je enkrat zgodil na eni predstavi. Torej, pred predstavo so nam povedali, da bo med publiko tudi Štefka Kučan. In ponavadi so dali take pomembne goste v centralno ložo. In v nekem trenutku v prvem dejanju sva s sodelavcem Dejanom Sarhojem, takrat soplesalcem, sedela na unem zadnjem mostu tam, ki je bil pa v višini teh centralnih lož. In jaz sem potem tako v enem trenutku nekaj razmišljam in tako rečem Dejanu, Dejan, tale predstava je pa iz oči v oči Štefko Kučan, ker je bila ta balkon je bil čist na istem nivoju, mislim, seveda nisva videla tam v loži, ampak sedela sva na sredini in to je bilo tako res, iz oči v oči. To je bil moment, ko se ga spomnim, recimo iz tega obdobja. Hvala lepa za simpatični moment, iz oči v oči s Štefko Kučan. Seveda takrat je bilo to predsednikova žena. Ja. Zdaj pa samo še zadnji odlomek iz te predstave. Ne vem, če sem prej povedala, Studio Meg je sicer takrat delal videoposnetke naših predstav, tako da to je pač delo Studia Meg in pač digitalizirana varianta tega posnetka. Tale zadnji posnetek je pa zadnji odlomek, je pa iz 3. dejanja, en odlomek iz Adagija v Grompa Dedeju, Rozina Kovač in pa Tomaž Rode kot Bazil in Kitri. Tako da kar prosim. Tako. No, mislim, da smo dobili kar malo ideje, kako ta balet izgleda, koliko je barvit, koliko je pravzaprav dinamičen, kaj vse zahteva od plesalcev. No in isto sezono se je v Mariboru zgodila uprizoritev, ki jo je postavil ruski koreograf Valerij Panov in sicer tudi plesalec baleta Kirov, ki je v 70-ih emigriral iz Sovjetske zveze in potem deloval v Nemčiji in na Nizozemskem.
Panov je postavil uprizoritev, ki je imela izredno veliko zasedbo, kar 80 nastopajočih. Vlogo Don Quixota je zasedel basista Ivico Šariča in dodal glasbo Žula Masneja iz istoimenske opere. Poleg tega pa je prizore povezal z skupino flamenka in baladami Manuela de Falla. Na odru so nastopali akrobati, celo konji nosu sta se pojavila. Skratka, neka uprizoritev, ki je skušala biti velik spektakel. Andreja Tauber je bila nad predstavo kar navdušena. Izpostavila je Ivico Šariča kot Don Quixota in pa Tonija Canka kot Sancho Panso. Ob njem pa tudi flamenko skupino z pevko Darjo Švajgar in pa plesalcem Edvardom Klugom. Med ostalimi vlogami prav, da nekateri niso bili dorasli svojim vlogam, naprimer Alenka Ribič v vlogi Kitri in Ronald Savkovič v vlogi Bazila. Marin Turku pa je bil imeniten Gamaš, bogati meščan, ki hoče osvojiti Kitrino srce. Na koncu je zaključila, da je predstava po osnutku ni dognana in enovita, je pa živahna in kaže velik napredek mariborskega baleta. Drugače je ocenila premiero Breda Pretnar v Večeru. Celotno koreografijo je videla kot vrsto kičastih in konceptualno zastarelih režijskih prijemov. Predvsem pa je Panovu zamerila, da ni prav zasedel plesalce v vloge. Za Edvarda Kluga je opazila, da je izreden plesalc, da je zvezdnik Večera, ki je Stanjo Baronik zadržano in dostojanstveno odplesal fandango in so plesalki omogočil, da se je plesno izkazala. Kasneje je svoje mnenje popravila ob novi zasedbi, ker je Bazila plesal ravno Edvard Klug, ki je, in to prav Breda Pretnar, brez spodrsljajev elegantno, malce preveč zadržano odigral vloga Bazila. Navdušena je bila nad novo Kitri, ki je odplesala gostja Irena Pasarič, in tokrat tudi nad Ronaldom Savkovičem, ki se je lahko predal plesu v fandangu in očaral gledalce. Torej v celoti je bila mariborska uprizoritev spektakularna, vendar je imela na premieri slabo zasedene vloge in ni povsem uspela. Morda je bilo tudi to en od razlogov, da je do naslednje mariborske uprizoritve trajalo kar 15 let. Sledi pa nova uprizoritev v Ljubljani. Spet jo režira Dinko Bogdanič in sicer v sezoni 2006-2007, premiera je bila 22. februarja leta 2007. Njegov koncept je bil enak kot pri prejšnji uprizoritvi, kot je rekla že Regina, zasnoval jo je na Don Quixotu kot idealistu in Dulcineji kot temu idealu, kateremu Don Quixot ves čas sledi. Sam je zapisal takole: na poti iskanja teh idealov je popolnoma mogoče, da vsak doživi privide, še posebej, če so ti izzvani s podobnostmi, približki in asociacijami. Ta uprizoritev je nastala v posebnih razmerah. Nastala je v času, ko so prenavljali operno hišo in je mogla opera gostovati po različnih prizoriščih v Ljubljani, tako da je ta uprizoritev nastala na Gospodarskem razstavišču. Tam je scenograf Andrej Stražišar, po mnenju kritičarke Klavdije Zupan, dobro izkoristil ponujene možnosti, a se ni mogel izogniti nekim problematičnim stvarem, naprimer pomanjkanju lučnega parka. Klavdija Zupan je bila nasplošno navdušena nad obema glavnima solistoma, Rito Polaki kot Kitri in Tomislavom Petranovičem v vlogi Bazila, ki sta bila po njenih besedah eden vrhuncev predstave. Poudarja njun temperament in dovršeno baletno tehniko. Na splošno oceni, da je baletni ansambel v vrhunski formi, solisti ustrezajo dodeljenim vlogam, s precejšnjo mero domišljije pa se lahko ob sentimentalni Minkusovi glasbi prepustimo idealnemu Don Quixotovemu svetu. Manj je bila navdušena nad dramaturško umestitvijo Don Quixota, ki ga je odplesal Tomaž Rode, ki se je ni zdaj dovolj osmišljen, da bi lahko nosil celoto. Pozitivno je v prizoritev ocenila tudi Daliborka Podboj v Večeru. Pohvalila je oba naslovna lika, pri tem pa izpostavlja tudi par na reprizi Antona Bogova in Tjašo Kmetec, kot Bazila seveda in Kitri, ki sta se izdela pa še močnejša in temperamentnejša.
Poleg njiju posebej pohvali Regino Križaj, takrat Babačič, ki pravi, da je Bogdanovićeva najljubša Dulcineja, ki pleše sansko iluzijo, viteško srčnost, je kot slika nestvarna in neoprijemljiva, vendar pa docela resnična v lepotah svoje baletne izvedbe. Zanimivo pa je, da jo vloga Don Kihota ni zmotila in da je zapisala, da je Tomaž Rode izoblikoval v stilu baletnega princa zrelih let ali ljubečega viteza. V celoti torej uspešna postavitev, ki je s pričo brezdomstva ansambla pričala o njegovi vrhunskosti in o tem, da velja z njim resno računati. Zdaj pa izvoli. Ja, ostalo nam je še nekaj fotografij iz vaj. Kot vidite, še vedno v Kazini. Fotograf te predstave je bil Robert Balen, ki je bil tudi kar nekaj časa z nami kot hišni fotograf in smo mu tudi hvaležni za vse njegove fotografije tistega časa. To so scene iz, se pravi, drugo dejanje, ciganka v ospredju in cigani in ciganke za njo. Tukaj v ospredju vidimo Ano Klašnjo kot Amorja in pa Regino Križaj Babačič levo in pa desno od Ane Klašnje Tjaša Kmetec, se pravi Dulcineja in Kitrija. Ansambl v skoku, kar je verjetno še posebej težko ujeti v fotografski objektiv. In pa mislim, da je to zadnja fotografija. Ja. Zadnja fotografija z vaje. Iz tega časa imamo v gledališkem arhivu shranjenih več kot 1000 fotografij v digitalni obliki. Tako da, ko se v bistvu fotografija digitalizira, opazimo, da je to res ogromen porast količine fotografij, ki si jih lahko ohranimo, tako da potem delamo neke izbore, ki so potem reprezentativni, recimo, za določeno predstavo. Tako da hranimo skratka več kot 1000 fotografij Roberta Balna, pa digitalni zapis videoposnetka predstave v DVD obliki, se pravi premiero in pa reprizo imamo posneto na DVD obliki. Sicer pa je to predstava, ki je, kot je že dr. Troha povedal, nastala takrat, ko smo bili res na nek način brezdomci. Se pravi, smo bili v prenovi gledališča in takrat je pa naša tretja gostja, Tjaša Kmetec, dobila priložnost, da zapleše kot Kitri v tej predstavi. To je bila njena prva večja solistična vloga v klasičnem baletu. Prej je že dobila solistične vloge tudi v drugih, morda nekoliko bolj sodobnih koreografijah ali pa neoklasičnih. To je bila potem taka večja vloga v klasičnem baletu, ki jo je seveda zaupal Dinko Bogdanič. Pa predlagam, da si pogledamo en odlomek od tukaj in potem Tjašo povprašamo, kako se spominja te vloge, ki jo je ponesla potem med solistke. Ja, Tjaša, predajam kar tebi besedo,
da nam poveš kaj o tej vlogi oziroma o tej izkušnji. Ja, najprej dobro večer vsem. Torej, kako se jaz spominjam tega, tako da sem bila zelo vesela najprej, ker sem mi zaupal, mislim, ker mi je Dinko zaupal tako veliko vlogo, ki je bila moja prva tako v celovečernem klasičnem baletu, izredno zahtevna. Kljub temu, da sem že prej plesala solo vloge, je bila ta res še nekaj večjega in me je najprej tako kar zaskrbel, kako bom jaz lahko to odplesala, pa tako temperamentno vlogo, ker sem bila pač znana bolj tako za lirične, za kaj tasga, ta je pa zelo temperamentna. Potem sem tudi dobila za partnerja Antona Bogova, ki je bil že uveljavljen plesalec, torej je bila še bolj tako, me je še bolj zaskrbel, kako bom dodaten jaz to pritisk, lahko. ne? Ja, še dodaten pritisk. Ampak na koncu se je vse lepo išlo in imam zelo lepe spomine na to predstavo. Zelo veliko sem se naučila tudi pol za nadaljne predstave, za nadaljne delo in tako da, ja. Zelo lepo se lepa spominjam izkušnja, tega. kljub temu, Zelo da smo bili lepa takrat izkušnja. brez našega matičnega odra. Ja. Ne? Ja, Mislim- to je bilo malo drugače, ker smo plesali na Gospodarskem razstavišču, ampak mislim, da predstavi ni odvzel tega čara. Jaz tudi mislim, da ne, zdaj sem si jo tudi še enkrat pogledala v tej obliki in moram reči, da sem bila kar prijetno presenečena pravzaprav. Kako so nam takrat zelo dobro organizirali delo, ne, na Gospodarskem razstavišču. Zdaj bi pa prešli še k Regini Križaj, ki je spet. Dinko Bogdanič ti je ponovno zaupal vlogo Dulcineje, ki jo je, tako kot je že dr. Troha povedal, nekoliko razširil. Zdaj ti si sigurno to čisto drugače doživljala kot tisto prvo vlogo, kar smo že prej slišali. Ne? Bi si pa vseeno pogledali, še preden nam poveš še kaj o tej izkušnji, pogledali še dva odlomka, kjer Regina odpliše drugič Dulcinejo. Pa zdaj tukaj gledam tudi ta kostum, no, to je kostum iz te predstave, tako da zdaj ga boste videli, kako tudi potem pleše tamle na posnetku. Prosim. Regina, kar izvoli. Ja, tokrat bom pa začela od zadaj. Strašno težko je sam sebe gledati. Strašno težko. Takole vam bom spet zdaj povedala zakulisno zgodbo o drugi Dulcineji, ki jo je postavil Dinko Bogdanič. Od prve do druge je preteklo kar nekaj vode. Jaz sem potem odplesala že marsikatero glavno vlogo, od
Od Aurore, od Delodet, Lize, Ula Filmar, Gardena, Vihanke in tako naprej. In sem seveda že malo zrasla, ne? In potem je prišel spet Dinko in je rekel, ja, boš Dulcineja, ne? Jaz mu rekla tako, kot sem rekla, pa Dinko, ma jaz bi bila Mercedes, ne? Ker roko na srce, hitri si nisem nikoli želela, nikoli se nisem počutila, ker sem imela že neko akumulacijo in vedno so mi bile všeč v bistvu vloge, ki so imele neko zgodbo, neko kri, ki so imele nek temperament, ne. Zdaj pa zdaj sem še zrasla. In rekel Dinko, ne, ti si Dulcineja in Dulcineja boš, ne skrbi, bom jaz to malo drugače naredil, kakor je bilo, ker zdaj pač več zmoreš, ne. In to je tudi naredil, ker je bil potem moj partner tudi Tomaž Orde kot Don Kihot, ker je bil pač odličen partner v Padedejih. In je Dinko to nadgradil, da so bili pač te dueti malce bolj zahtevni, bom rekla, ne. No, ampak je bilo tako, sem pač v navednicah bila njegova Dulcineja še vedno. S tem, da moram reči, ne, da jaz pa ne bom tako nežna, pa tako tolerantna, ne, do tega spomina na Gospodarsko razstavišče, ne, ker se mi zdi, da je bil to pač absolutni kulturni škandal, kako obnovi 6-letni niso poskrbeli, kje bo opera in balet imela vadbene prostore, tako kot recimo jih ima zdaj Drama, a ne? Vsi vemo, o čem govorimo, v L56 v Litostroju. To prizorišče je bilo absolutno katastrofalno. Zavese so imele luknje, tuš smo imeli spodaj v garaži, ki je puščal na parkirišču, akustika je bila nikakršna. Tako da jaz moram reči, da jaz na to res na Gospodarsko razstavišče res nimam lepih spominov, no. Na predstavo imam, Na ampak predstavo, ja, saj to mislim, ne, da so v bistvu no, na Gospodarsko predstava pravzaprav je razstavišče pa, zaživela oprostite, vsem. to je bil kulturni škandal. Se upravičujem, hvala. To je bilo, ja, te detajle, ja, smo že malo pozabili nekateri, ampak ja, sigurno je bil Gospodarsko razstavišče, se jaz tudi spomnim, da je v bistvu, ko si pravzaprav začutil, da publika ploska, pa nisi bil čisto siguren, a res ploska ali ne, ker je bila res zelo slaba akustika, no. Ampak smo preživeli in zdaj smo srečni, ker smo v novem gledališču. Zdaj pa šla je še kar k naši tretji gosti, k Urši, ki je pa tudi bila zasedena v tem baletu, Dinka Bogdaniča, se pravi ponovno isti koreograf, ista predstava, samo za tebe so bile pa pač druge vloge, ne? Ker ravno tako po 13 letih si tudi tehnično napredovala in si tudi že kakšno solo vlogo med tem odplesala, in ti je bila v bistvu dodeljena vloga torej Adorke, ne? Ki je pa nekako bolj tehnično zahtevna, tako da mogoče sem kakšna misel o tem, preden si pogledamo zaključni posnetek. Ja, jaz imam spomin na to obdobje, da te Adorke so bile tehnično kar težke in veliko so imele za plesati, pa to ni bila edina vloga, ki sem jo imela v predstavi, tako da imam spomin, da sem bila noro utrujena. Noro utrujena pa tudi zaradi tega, ker smo imeli veliko predstav v bloku in ker je bilo neko obdobje, ki je bilo dosti bolezni, smo šli celo predstavo vsako dopoldne po vajah skozi in to zares skozi, ne, malo bomo markirali, tako da ne vem, če sem bila kdaj bolj izčrpana kot takrat med tem procesom. Se pravi, čisto drugačna izkušnja, no, in se pravi, lahko mogoče res zaključimo, da smo veseli, da smo zdaj v novem gledališču, ne. In verjetno so se tudi v Drami kaj iz tega našega, iz naše izkušnje kaj naučili in so jim zdaj uredili prej boljše pogoje za delo, no, ne. Zdaj pa bi mogoče res pogledali še ta zadnji odlomek. Ne vem, to je v bistvu, te posnetki pa so delo naših videomojstrov, ni bil zunanji snemalec takrat, no, se pravi, ker smo bili tudi na teh prizoriščih izven, ne, smo bili tako rekoč brezdomni. Tako da bi prosila kar še ta zadnji posnetek. Hvala.
Ja, zdaj smo pa obstali v letu 2007 in zdaj naredimo en tak preskok v leto 2024, ker se nam je pridružil gospod Matvijenko in gospod Zanela, ki sta si vzela nekaj časa, da sta se nam pridružila zdaj in nam boste lahko še kaj povedala o letu 2024, ko pripravljate zdaj novo predstavo Don Kihot. Tako da bi prosila kar gospoda Matvijenka, da nam pove par besed, pa mogoče PowerPoint bomo pa dali tudi na konec, tako da vidimo nekaj fotografij iz te predstave, sedaj nastajajoče današnje. Okay, I'm talking now. Can I? No Yes, problem. Sure. Yes. But first of all, when I see those three ladies and what I see there, I just feel that I'm here 20 years too late. I missed a big chance being here, work. But still, that's the thing. And we still trust you, Tjasha, very much, and we give you a lot, and a really great time with you. So nice to be part of this history of this company and for this production. And I think it's very nice that memory stays where they should stay, and feeling should stay where they should stay, you know. And then to face this production again in a new way, in a different way, with the company of today. And the second thought, I think, when you go to see a production, you know, you should try not to go there to remember, but to think about the new things you can see and the new generations and the new choreographers, how they can face. Because you're going to say, oh, he didn't do that thing, he didn't do that thing, he didn't do that thing. And that's what is nice about. My last line is, I'm very proud for the work that Dennis did. You're going to see a very fresh, a very dynamic, a very energetic Don Quixote. He used the company in a very, very strong way, giving a new aspect. For example, I'm not carrying this thing privately. This is part of my costume that invented a gamache role that has a father, which is Don Miguel, which comes from Don Miguel Cervantes, you know, the writer. And it was very nice that he asked me to be part like this. And for example, something very nice what he did is that in the dream of Don Quixote, when he dreamed Dulcinea, he dreams when he was young, when he was a strong young boy, and that's the way he brought it in.
So dramaturgically, he went through the piece with his amazing experience of Don Quixote. I don't even know how many versions you perform. And then to do something for the company of Ljubljana of today. And this will be very nice to make you coming and thinking and see a new production. This is going to be not just taking something, but it's a new production made colorful, dynamic. We only have 2 acts. And that's, for me, the right choice to be part of this beautiful history. So I'm very happy, Sonia, when in 20 years you're going to have the same and you're going to put our version in that 30, with the new 30. version coming next. And I will give the microphone to Denis. Thank you, Renato. Mogoče bi... Pardon, seveda. Zelo sem ponosen na to, kar je naredil Denis, kako je postavil koreografijo, kako je na zelo lep način uporabil ansambl, kako je naredil tako dinamično in polno energije predstavo in zelo svežo. S čimer maham, ko sem prišel sem, ni del mojih oblačil, vsakodnevnih oblačil, marveč me je Denis vključil tudi kot Don Miguela, v lik, ki si ga je izmislil in ki ga je vključil Don Miguel je neka reminiscenca Cervantesa, sicer je pa oče od Gamaša, od ženina Kitrinega Nesojenega. In tudi všeč mi je, kako je dramaturško izoblikoval ta balet, kako je pravzaprav vključil tudi nekoliko drugačne sanje Don Quixota, ko je bil mlad. Skratka, to je povsem nova predstava, povsem nova zgodba o Don Quixotu, ki je dolga ima le 2 dejanji. In mislim, da je naredil Denis pravi izbor za to svojo različico in pravzaprav s vami pogledal in vabil, da nekako sprejmete to povsem novo svežo produkcijo in ste predali besedo Denisu. Hvala lepa, Renato. Denis, prosim, če lahko še vi nekaj poveste, o čemu ste se najbolj posvetili kot koreograf pri tej predstavi. Всем добрый вечер. Извините за опоздание, я репетировал. Рената все сказал в плане спектакля, то, что я старался сделать свежий спектакль. Спектакль «Дон Кихот 21 века», свежий юмор. Мы добавили, но главное, что я хотел сказать, что когда Рената предложил мне сделать этот спектакль, у меня было время подумать, практически 2 года. И, конечно же, я этот спектакль делал, новые все танцы, не все, но многие новые танцы, многие мизансцены я делал именно для компании Ljubljana, для театра Ljubljana, для артистов, именно на этих артистов, потому что я их видел каждый день, и я представлял именно такую мизансцену или именно такой танец. Вот в конце сезона мы начали делать с Тияшей и с Кента новый абсолютно танец, новый, мы его болеро называем, испанский танец любви перед ПДД. И я вот прямо на них это все и делал, и ставил, потому что я думаю, что мы, наверное, первая компания, которая в Дон Кихоте новый персонаж ввела. Это Дон Мигель. Я станцевал все редакции возможные, которые существуют, но Дон Мигель это впервые появился в Ljubljani. Oprostite mi za zamudo. Gospod Zanela je o sami predstavi povedal že zelo veliko. Tisto, kar sem se sam trudil v predstavi narediti, je, da nekako osvežim z nekako sodobnejšim humorjem to predstavo, ki pritiče 21. stoletju. Imel
sem srečo, da smo se z Renatom o tej možnosti, da bom jaz koreografiral Don Quixota, oziroma njegov predlog je prišel pred 2 letoma že in sem imel čas dobro premisliti o tej svoji postavitvi. In sem seveda se posvetil tudi ansamblu, ki sem ga spoznal v teh 2 letih in točno sem vedel, kaj plesalci zmorejo in pravzaprav sem postavljal koreografijo konkretno na te plesalce, na plesalce ljubljanskega baleta. Z Tjašo in Kento smo začeli, s Tjašo Kmetec in Kento Yamamoto smo začeli delati novi ples, bolero, ki ga prej ni bilo tudi v postavitvah. Recimo, to je nekaj stvari sem dodal pravzaprav temu baletu, tej postavitvi klasični, ki smo jo bili vajeni do zdaj. In pogledal sem tudi, mislim, da smo prvi, da bo ljubljanski balet prvi v resnici, ki bo predstavil ta novi lik Don Miguela. Pogledal sem vse postavitve po svetu in tega lika pravzaprav ni še nikjer. Yes. И, конечно же, помимо, на мой взгляд, хорошего юмора в этом спектакле, действительно смешного и доходчивого как для маленьких детей, так и для взрослых, у нас есть и драматическая линия, вот Дульсинея. Я очень люблю этого человека и ее глаза, и я, честно, для нее, там немного чего у Дульсинеи, но есть моменты очень драматические, комически драматические. Вот это очень... Она очень прекрасно это делает, потому что этот взгляд, эти глаза, и я для нее сделал это. И еще я, конечно, я, к сожалению, должен бежать, мне нужно репетировать, меня ждут артисты. Я хочу сказать, что это большая продукция, это большой спектакль, в котором очень много танцев и требует большого количества артистов. Наши артисты в театре, они очень много работают, и я от них многое требую. Но я не могу не требовать, потому что я вижу, что они могут лучше, и я требую лучше. Они очень устают, но я очень доволен их работой, артистов, потому что действительно они хорошие артисты. И добро пожаловать на спектакль. Я всех благодарю, я действительно должен бежать, меня ждут артисты. Thank you very much, I have to go, I'm sorry. Hvala lepa. Poleg teh dobrih plesnih točk smo se zelo posvetili tudi dramaturški liniji. Moja Dulcineja, jaz sem tudi zaljubljen v Dulcinejo, pravi, zelo mi je všeč ta lik dramski Dulcineje in tudi na plesalko sem naredil posebno koreografijo, zaljubil sem se tudi v njene oči med drugim. To bo res velika predstava, veliko bo plesov, zelo zahtevnih, zelo veliko zahtevam od plesalcev. Vem, da lahko zmorejo več in zato jih tudi spodbujam k temu, da čim več dajo od sebe. So utrujeni, verjetno me zdaj ne marajo, ampak sem jim zelo hvaležen in pridite in si poglejte našo predstavo. Hvala lepa, Nataša Ilič, tudi za ta prevod. Ja, kot smo pač videli, sta morala teči nazaj na vajo. Zdaj pa predajam besedo Gašperju Trohi, da nas spet popelje malo v preteklost. Sonja, hvala. Torej, po tem skoku v sedanjost, prihodnost, gremo v preteklost, pa na nek način obnavljamo iste stvari. Se pravi, tisto, kar je bistveno pri vseh teh postavitvah, je, da hoče vsak koreograf pustiti svoj pečat. Ker je seveda Don Quixote klasika, ki jo koreografi praviloma skušajo nadgraditi z nekim svojim videnjem, in druga stvar, ki je zelo pomembna, seveda je preskusni kamen za plesalce, nedvomno. Naslednja postavitev, kjer se bomo na hitro pogledali, je mariborska postavitev iz leta 2011. Koreografiral je Krištof Novogrodski
in svojo postavitev križal z koreografijo Mihaila Barišnikova iz leta 1980, ki jo je naredil Barišnikov za American Ballet Theatre, in Novogrodski je napisal, da je to bila da je ta koreografija s temperamentno enovitostjo in burleskno navihanim humorjem navdušila ameriško javnost. In upal je seveda, da bo tudi mariborsko. Imel je prav, mariborska prizoritev je bila izredno uspešna. Olivera Ilić, ki je, kot se spomnite, prej plesala Kitri, je potem pisala kritike in je v Večeru zapisala: ustvarjena je uspešna predstava, ki izžareva vedrino, dinamičnost, temperamentnost in solidne plesne dosežke protagonistov in ansambla. Med vsemi nastopajočimi je bil najbolj všeč Edvard Kluk kot Gamaš. O njem je zapisala: odlikovali so ga nazorne geste, mali namigi v pravem trenutku in prisotnost plesnih koreografskih elementov, ki so pustili pečat izjemnega umetnika, ki se zna dobro poglobiti v vlogo. Njegova prezenca je bila tako močna, da je na momente odvrnila pozornost gledalcev od glavnega dramaturškega dogajanja. Tina Šrot v pogledih se s tem strinja, izpostavi pa tudi Antona Bogova kot Bazila, ki, tukaj citiram, zbuja pozornost že svojo karizmo, začara pa z dih jemajočimi skoki in do popolnosti izvedenimi gibi. Poleg Edvarda Kluga opazi še Galino Čajko v vlogi Mercedes, Asami Nakašima kot Kupida ter Branko Popovici in Evgenijo Koškino v vlogi Kitrinih prijateljic. Martin Turcu kot Don Kihot je po njenem tragikomičnega junaka predstavil dostojanstveno in igralsko prepričljivo. Torej, zadnja mariborska postavitev do sedaj, ki pa se na nek način vklapla v celo linijo mariborskih postavitev, ki so vedno znova dokaz kvalitete mariborskega ansambla, imajo pa seveda tudi ta problem, da je ogromno nastopajočih in da je kvaliteta vseh plesalcev na odru nekoliko niha. Zadnja ljubljanska postavitev je bila postavljena leta 2014, natančneje 9. aprila. Koreograf je bil Irek Mukamedov, dirigent Simon Kričič. Irek Mukamedov je bil tedaj tudi umetniški vodja ljubljanskega baleta, pravzaprav v svoji zadnji sezoni, in je svoje razloge za uvrstitev Don Kihota na repertoar opisal takole. Kot umetniški vodja baletnega ansambla sem mnenja, da je Don Kihot na Minkusovo glasbo brez dvoma baletno delo, ki mora najti svoje mesto na repertoarju vsakega klasičnega baletnega ansambla in vsakega baletnega gledališča. Gre namreč za predstavo, ki je namenjena vsem generacijam, saj je nadvse zabavna, hkrati pa polna energije in sloga. Zelo znano nam zveni ta zapis, če se spomnimo na tistega od Ika Otrina, ko je prvič postavljal Don Kihota pri nas. Uspeh pri publiki je bil sicer zmeren. Predstava je imela le 6 ponovitev, naprimer prejšnja v Ljubljani jih je imela 11. Je pa bila publika po pričevanju kritikov na premieri navdušena. Manj pa kritiki. Breda Pretnar, njej se uprizoritev ni zdela posrečena. Prav, da je slonela na bleščavih plesnih točkah, ki pa zaradi kvalitete plesalcev niso prišle povsem do izraza. Po njenem premieru je bila premiera v sredo, uvod v reprizo v četrtek, ki je bila glede na zasedbo in kakovost izvedbe boljša. Tako je pohvala vse glavne soliste, vendar pravi, da so Ano Klašnjo zaznamovali ostri plesni gibi. Tjaša Kmetec, ki je takrat v alternaciji tudi pesala Kitri, je bila po njenem mnenju na reprizi dramsko izrazitejša. Kenta Yamamoto in Antonio Sutera, ki sta plesala Bazila, pa nista pustila večjega vtisa. O uprizoritvi je pisala tudi Tina Šrot, ki jo je primerjala z zadnjo mariborsko in pravi, da je mariborska sledi duhu današnjega časa, ljubljanska pa oživlja podobo klasičnega baleta 19. stoletja. Za razliko od Brede Pretnar je bila navdušena nad prvima solistoma, torej nad Ano Klašnjo in Kentom Yamamoto. Za Klašnjo je zapisala, da je dobra izbira za Kitri in da je v to vlogo vložila tudi vso svojo energijo in vztrajala v tehnični dovršenosti do konca predstave, kljub izčrpanosti, ki jo je svojo rutiniranostjo prikrila. Za Kenta Yamamoto pa je zapisala, da je odličen partner z visokimi skoki,
A do visoke tehnične in igralske odličnosti ga čaka še trdo delo. Torej, a zaključim ali ti predam? Mislim, da povzamem vse skupaj ali se bomo še malo pogovarjali. Odlično. Bomo še potem na koncu predali besedo. Ja, tukaj si lahko ogledamo še naprej fotografije iz te predstave. V arhivu imamo namreč shranjenih kar tam nekje čez 2300 fotografij iz glavnih vaj, iz vaj v baletnem studiu in potem iz generalke in se pravi generalke in glavne vaje. No. Fotografi na teh fotografije Darja Štravs-Tisu, ki je bila tudi danes z nami, morda je še vedno tukaj z nami. Če bi bila, bi jo pozdravila. Skratka, naša dolgoletna fotografinja, ki nas oskrbuje z veliko količino novo nastalih fotografij. Digitalne pa imamo tudi, se pravi, videozapise, kajti snemalna družba Sever in Sever nam posname generalko in premiero. Premiero celo iz različnih zornih kotov, tako da imamo tudi neko tako zmontirano verzijo posnetka, tega profesionalnega posnetka. Tako da to se vse hrani v našem arhivu, se pa snemajo tudi določene druge, se pravi ponovitvene predstave, to pa delajo naši snemalni mojstri, hišni snemalni mojstri. Tako da imamo v arhivu kar precej tega gradiva. Zdaj na tej fotografiji vidimo, se pravi, Tjašo kot Kitri, v ozadju Don Kihota, to je bil Tomaž Horvat in pa učenke KGBL. Ano Klašnjo, kot smo že prej slišali, je bilo pač več zasedb Kitri, tako da so v fotografijah tudi druge postavitve, tudi Rita Polaki kot Kitri in Amor, ki je bila takrat plesalka iz Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana. Tukaj vidimo že Regino kot Mercedes. Še enkrat Espada v ozadju, Yuki Seki. In še ena fotografija. Fandango. Zanimivo mogoče pri tem plesu je bilo, da nam je koreograf dal kastanjete, tako da smo imeli pač še neko drugo izkušnjo s tem plesom. In pa še nekaj fotografij iz vaj. Vaje so seveda potekale potem že v novem prostorih, ne, ki ste jih pa zdaj že lahko videli tudi v letošnji postavitvi. Ne. Prijateljici, Kitrini prijateljici Mariša Nač in Nina Noč. Ansambl. To je nekaj takih utrinkov iz takratnih vaj. V ospredju Irek Mohamedov kot umetniški vodja in kot koreograf. To pa mislim, da je zadnja. Zdaj preden pogledamo še kakšen izsek iz videoposnetkov, pa v bistvu en krajši uvod v smislu, da je Regina, da ste v bistvu vse tri naše balerine bile zasedene v tem Don Kihotu, ravno tako kot v prejšnjem, samo to je bila zdaj pač nova postavitev, nov koreograf, nov oder in tudi nove vloge. Tako da Regina Križaj dobi vlogo Mercedes, Tjaša Kmetec dobi ponovno vlogo Kitri in Mercedes v drugi zasedbi. Urša Vidmar pa se z Sanjo Nešković-Pršin v bistvu preizkusi kot ciganka solo ciganski par. Tako da bomo videli pač najprej mogoče odlomek z Regino, pa potem jo prosimo še za kakšen komentar in tako naprej. Tako da bi kar prosila ta prvi odlomek. Hvala.
Evo, Regina, z velikim užitkom si odplesala to Mercedes, se mi zdi, a ne? Regina se je nasmejala. Kot vse ostalo drugače v življenju, se morajo neke stvari poklopiti oziroma moraš biti v pravem času na pravem mestu. In tako se je tudi ta moja dolgo željena Mercedes, se mi zdi, zgodila takrat, ko se je mogla. In je bila ena, moram reči, da sem zelo uživala plesati to in da tukaj se pa nimam problema gledati. Sem si celo malo všeč. Odlično. Hvala lepa za to misel. Bi pa zdaj prišla kar na Tjašo in na njeno kitri, pa si poglejmo odlomek. Tole pa ne bo Tjaša. Tjaša, spomini na to drugo kitri v tvojem življenju z drugim plesalcem, drugim koreografom. Ja, torej od prve kitri je minilo kar nekaj let in sem odplesala že kar nekaj vlog vmes še. Ko sem dobila spet priložnost plesati kitri, tako da sem bila že malo bolj suverena. Ta drugič se pa spomnim, najbolj mi je ostalo v spominu to, da je po neku spletu okoliščin Irek Mohamedov povabil prvaka Milanske skale, Antonina Sotero, da bi prišel sem gostovati in sem jaz dobila pač priložnost, da z njim odplešem, tako da to mi je ostalo v takem zelo lepem spominu. Sicer je bilo zelo kratko, prišel je za kakšen teden, ampak sem se tako super ujela in sem res zelo uživala v tej predstavi, mislim, da tudi zaradi njega, tako da... Ja, seveda, ko se nekako mislim, da je zelo pomembno, da se ujameš s partnerjem, da je potem tudi predstava boljša, bolj uživaš in tako, ja. Sem pa imela v tej postavitvi priložnost tudi odplesati Mercedes, ki je tudi ena mojih ljubših vlog in se zelo veselim, da bom tudi zdaj imela priložnost še enkrat odplesati. Tako da se veselimo, evo, 2024 ponovno Mercedes. Ja. Hvala, Tjaša. In še zadnjo, Urša kot ciganka skupaj z Sanjo Neškovič Peršin.
Urša, ti kar predajam besedo. Vse nekaj dosti reči, super vloga, rada sem jo plesala, tudi proces dela za celotno predstavo je bil miren, super, lepo je bilo delati z Mašo in Irekom. Ja, mislim, da se je takrat Irek in Maša sta zelo dobro Ja. nekako peljala ansambel skozi Ja. to predstavo. Jaz se tudi spomnim, kot da je to bil nek tak miren proces, no? Ja, brez Pač, pretresov. ker smo čisto. vedeli, kaj pričakovati, in kako v bistvu zaključiti. Ja. Tako da to je bil tudi zadnja v bistvu predstava v času, ko je bil Irek Muhamedov umetniški vodja baleta in je takrat se to, mislim, da si že ti povedal, ne? Tako da mislim, da smo se na ta način tudi kar lepo od njega na nek način tudi poslovili, no? Zdaj pa, preden se čist poslovimo, pa mogoče še vprašamo publiko, če bi morda imeli še kakšno vprašanje za naše gostje. Zdaj dva sta nam pobegnila, ampak morda vsaj mi vam lahko še kaj odgovorimo. Tudi Tjaša in Urša sta zasedeni v tej novi predstavi, tako da mogoče tudi iz njunega vidika lahko še karkoli povesta o nastajajoči predstavi. Mogoče kakšen komentar kakšnih starejših plesalcev? Mogoče vam jaz odgovorim v tem smislu, da je v bistvu za solistične kostume je mogoče vse malo bolj individualizirano, ne? Čeprav pri teh klasičnih predstavah so pač kakršni so kostumi, kakor si jih zamisli kostumograf. Pri ansamblu, ne, pa ni te individualizacije. Ne? Nekaj ti paše, nekaj ti pa ne paše. V nekem kostumu se dobro počutiš, v kakšnem drugem pač ne. Mogoče še kakšen komentar z vaše strani? Regina morda? Se mi zdi, da si se zasanjala. Kostum. Delno je lahko individualiziran, ne? Tako da se plesalka dobro počuti. No? Ampak zelo, zelo redko. Zelo, zelo redko ima pač v bistvu balerina priložnost vplivati, ne, na mogoče pri kakšnih bolj sodobnih predstavah oziroma ne vem, ali bi imela pokrite rame, ali bi imela večji izrez na hrbtu, ali bi imela žal zelo, zelo redko, drugače pa se moraš sprijazniti. Prilagoditi se je treba. Prilagoditi, ja, tako nekako. Ja. Tako nekako. Ja, mislim, se to grejo nasproti, da pač se ne počutiš ravno nemogoče, ne. Čeprav jaz imam tudi na kakšen kostum spomin, ki mi je bilo zelo neprijetno, ampak se pravi, se prilagodimo, ne. Ja, plesalec mora tudi sicer psihološko zelo veliko stvari predelati, preden gre na oder, tako da mislim, da je kostum zadnja stvar, ne, ki nas potem bremeni. Ampak hvala za vprašanje, no. Mogoče še kakšno vprašanje? Nič, potem bi pa prosila Gašperja za en tak zadnjo besedo, ne. Ja, jaz bi zaključil pravzaprav z mislijo, ki sva si jo zadnjič izmenjala s Sonjo, in se mi zdi, da ko se ukvarjam z pregledom bivših prizoritev, materialov, ki so ostali in danes tudi od tega pogovora, da na nek način me zanima, kako bo pa zdaj, ne? Kaj prihaja in je ta navdušenje nad novo prizoritvijo še toliko veliko. Jaz upam, da smo vsi skupaj uspeli malo tega navdušenja prenesti tudi na vas, in vas na koncu enostavno povabim, da skupaj pogledamo in preverimo, kaj so nam predstavili mojstri za
leto 2024. Hvala, ker ste prišli. Hvala lepa. Ja. Še jaz vas za zaključek pozdravim. No. Se pravi, ena taka lepa zaključna misel. No. Upam, da smo vam res uspeli pričarati nekaj te preteklosti in hvala lepa, da ste si vzeli čas. In vas, tako kot je že Gašper povedal, vas vabimo, da se nam pridružite na premieri 7.11.2024 na Don Kihot v Ljubljani in pa novinarska konferenca bo mal nekaj dni prej, se pravi 5. novembra, tako da ste tudi lepo vabljeni na to novinarsko konferenco. In pa seveda potem naše sodelovanje z Slovenskim gledališkim inštitutom. Takšne pogovore bomo nadaljevali letos še v enem predavanju in sicer 6.2.2025 se bomo dotaknili baletne predstave Hamlet. Tako da povabimo koreografa Lea Mujča in še kakšnega starejšega plesalca. Tako da jaz upam, da se takrat spet srečamo. Hvala lepa za pozornost.